Berilo iz prve Mojzesove knjige. Tiste dni je salemski kralj Melkizedek prinesel kruha in vina. Bil je duhovnik najvišjega Boga in je blagoslovil Abrama rekoč: Abram, blagoslovi naj te Bog najvišji, ki je ustvaril nebo in zemljo. In slavljen bodi Bog najvišji, ki ti je dal v roke tvoje nasprotnike. Potem mu je Abram dal 10% od vsega. Božja beseda. Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratje in sestre, jaz sem sprejel od Gospoda, kar sem vam tudi izročil. Gospod Jezus je tisto noč, ko je bil izdan, vzel kruh in se zahvalil, ga razlomil in rekel: To je moje telo, ki je za vas. To delajte v moj spomin. Prav tako je vzel po večerji tudi kelih in rekel: Ta kelih je nova zaveza v moji krvi. Kolikorkrat boste pili, delajte to v moj spomin. Kajti kolikorkrat jeste ta kruh in pijete kelih, oznanjate Gospodovo smrt, dokler ne pride. To je Božja beseda.
vami. Iz svetega evangelija po Luku. Tisti čas je Jezus množicam govoril o Božjem kraljestvu in ozdravljal vse, ki so bili potrebni ozdravljanja. Medtem se je dan začel nagibati. Pristopili so 12 in mu rekli: odpusti množico, ne gre v bližnje vasi in zaselke, da prenoči in si najde živeža. Tukaj smo na pustem kraju. Dejal jim je: vi jim dajte jesti. Oni pa so rekli: nimamo več kot 5 hlebov in 2 ribi. Razen, če gremo in kupimo hrano za vse te ljudi. Bilo pa je tam okoli 5000 mož. Dejal je svojim učencem: posedite jih v skupine približno po 50. Storili so tako in se posedli. Tedaj je vzel tistih 5 hlebov in 2 ribi. Današnja Božja beseda je še enkrat več bogata, polna znamen, polna simbolov, pomenljivih glagolov in samostalnikov. Veliko bi se dalo pogovarjati ob tem, kar nam današnja Božja beseda prinaša. Vas povabim, da se ustavimo ob 3 poudarkih, ki so morda bolj kot neke popolnoma izdelane teološke misli, bolj vabilo k premisleku. Če se po maši, morda jutri, še kdaj uspete zamisliti, spomniti enega od teh poudarkov, morda sami pri sebi premisliti, kako premišljujete, kako vidite, kako doživljate, bo krasno, če se morda uspete o tem še s kom pogovoriti, malo v družini ali s prijatelji. Bo fantastično, če vam pa kdaj uspe, pa še kako povratno informacijo meni povedati, bo pa nadgradnja. Prvi poudarek se dotika drugega berila, kjer smo slišali, apostol Pavel prinaša v svojem pismu, prvem pismu Korinčanom, Jezusove besede zadnje večerje, besede spomina. Dobro se je spomniti ob teh besedah, kaj pravzaprav sakrament sploh pomeni. Te besede so namreč postavitev sakramenta svete Evharistije. Ampak kaj pomeni sakrament? Pri sakramentu gre predvsem za to, da preko materije, nečesa, česar se lahko dotaknemo, kar naši čuti lahko zaznajo, preko materije podariti, izročiti nekaj, kar se našim telesnim čutom izmika. Zato gre pri sakramentu. Jezus nam preko sakramentov podarja svojo milost, svojo ljubezen, samega sebe. Lahko se še enkrat več spomnimo. Pri krstu materija, ki jo uporabljamo, je voda. Duhovnik s to vodo oblije krščenčevo glavo. To je to, kar mi vidimo, to je to, česar se lahko tudi dotaknemo, kar naši čuti zaznajo. Ampak obenem duhovnik nad to vodo prikliče svetega duha, da voda od Boga dobi moč, da krščencu navznoter izmije vse madeže iz njegove duše. Tega naši čuti ne morejo zaznati. Tega mi ne vidimo, ne slišimo, ne čutimo. Zato bi lahko rekli, morda se pa ni zgodilo. Ampak ker smo videli, kako duhovnik izliva vodo, vemo, da se je zgodilo. Podobno sta pri Evharistiji tista materija, preko katere sakrament deluje, kruh in vino. Kruh in vino nam posredujeta Jezusa. Na zunaj ostaneta kruh in vino, tako kot pri krstu na zunaj voda ostane voda. Ampak spremeni se njuno delovanje, spremeni se njun značaj. Jezus nam s tem evharističnim kruhom in vinom
podari samega sebe, svoje delovanje, svoje življenje. Preko nečesa, kar mi zaužijemo, kar naše čutilne brbončice lahko zaznajo, nekaj, kar ima okus, nekaj, česar se lahko dotaknemo, preko tega lahko srečamo Jezusa, ki na tej zemlji nima več drugega fizičnega telesa. To je prvi poudarek. Drugi poudarek se dotika prvega berila. Vprašanje je vedno znova, zakaj kruh in vino? Zakaj Jezus za Evharistijo ne zbere kakšne druge materije? Zakaj hrana in pijača? V prvem berilu smo slišali, kako salemski kralj Melkizedek, ki je hkrati tudi duhovnik Abrama, ki pride mimo, pogosti, mu ponudi kruh in vino, ga sprejme, s kruhom in vinom mu podari, mu pokaže, da je sprejet, mu pokaže, da je cenjen. Kruh in vino sta po eni strani neka osnovna živila, hkrati sta pa nadgradnja. Kruh in vino sta sestavna dela judovske pashalne večerje, ki je obenem po eni strani navadna večerja, ker se je, in po drugi strani ni navadna večerja, ker se ob njej Izraelci še danes spominjajo, kako je Bog njihove prednike čudežno izpeljal iz egiptovskega suženjstva. Kruh in vino torej sta na nek način simbola tega, kar mi ljudje potrebujemo za to, da živimo. In Jezus sam želi biti naša hrana. Tako kot Jezus, Božja beseda, želi hraniti naše duše v Svetem pismu, z branjem, s tem, ko beremo Sveto pismo, tako želi biti Jezus z nami v kruhu in vinu, hrana tudi za naša telesa. To je drugi poudarek. Tretji poudarek se pa dotika evangeljskega odlomka, v katerem smo slišali zgodbo o pomnožitvi kruha v puščavi, tako kot jo prinaša evangelist Luka. Ta odlomek nam pa pomaga razumeti, zakaj pravzaprav pri Evharistiji gre, oziroma kaj je namen Evharistije. Če bi šli ta odlomek poiskati v Sveto pismo, bomo videli, da je tik pred njim, tik pred tem odlomkom je govora o kralju Herodu, ki gleda Jezusove učence, sliši govoriti o Jezusu in se sprašuje, kdo je ta? Kdo je ta človek? Je to morda Janez Krstnik, ki je vstal od mrtvih? Kdo je ta človek? Želi ga videti, ampak hkrati vemo potem tudi iz kasnejšega dogajanja. Herodova vera, če rečemo tako, v Jezusa, je samo radovednost. Herod išče zabavo, želi videti kak čudež, nima pa nobenega namena Jezusa v resnici spoznati, kaj šele, da bi se od Jezusa pustil poučiti, kaj šele, da bi Jezusu verjel. Po koncu tega odlomka, takoj ko se konča odlomek, Jezus vzame svoje učence na stran in se začnejo pogovarjati o tem, kaj pa učence pravijo, kdo je Jezus. In učenci uspejo vsaj delno izpovedati vero v Jezusa. Apostol Peter v imenu vseh ostalih učencev uspe izreči, da je v Jezusu prepoznal obljubljenega Mesija, obljubljenega Kristusa. S pomočjo tega, kar so učenci izkusili v puščavi, kjer so videli, kako Jezus pomnoži kruh, kjer jih Jezus vključi v to, da tisti kruh, ki ga je on blagoslovil, oni potem delijo naprej tej veliki množici, da jo nasitijo. Preko tega učenci stopajo v stik z Jezusom, ga prepoznavajo vedno bolj
so mu vedno bliže in vedno bolj vejo, kdo v resnici Jezus je. Namen torej srečevanja z Jezusom v Evharistiji je vedno ta, da se bolje spoznamo, da se bolje povežemo, da si bolj razčistimo namene, s katerimi prihajamo blizu. Naše srce, ki je ranjeno, ki je krhko, ki se zaveda tudi svoje nestanovitnosti, potrebuje namreč veliko prepričevanja, preden verjame, da je ljubljeno, preden verjame, da je resnično sprejeto in varno. Velikokrat tega ne čuti, ne doživlja, tega ne zna prepoznati, zato kot rečeno, nam morajo pri tem pomagati naši čuti, ki zagotavljajo, da smo res zaužili kruh in vino. Pri tem nam mora pomagati tudi velikokrat naš razum in naš spomin, ki nas spomnita, da smo res videli, da smo res slišali, da smo videli duhovnika položiti roke nad kruh, da smo slišali duhovnika izgovarjati Jezusove besede. In počasi, skozi veliko srečevanja verjamemo, zaupamo, da se bo tudi naše srce odprlo, da bo tudi naše srce prepoznalo in sprejelo Jezusovo ljubezen. In takrat zaupamo in verjamemo, bo vse dobilo svoj smisel. Amen.